Najprej en lep pozdrav v imenu bodoče vladne koalicije. Verjetno po naših izrazih vidite, da smo zelo zadovoljni z zaključkom pogovorom današnjih. V bistvu se je danes na nek način končalo enotedensko, nekaj še več, zelo intenzivno usklajevanje koalicijske pogodbe in danes lahko z veseljem in ponosom sporočimo, da je programski del koalicijske pogodbe v celoti usklajen in pripravljen za potrjevanje na organih. Istočasno lahko potrdimo tudi to, da je razrez ministrstev pripravljen in potrjen in hkrati, da smo se dogovorili tudi o ključnih imenih ministrov in ministric. Tudi z veseljem povem, da zraven mene stojita dva bodoča podpredsednika vlade, oba predsednica in koordinator, meni se zmeraj zareče, obeh koalicijskih strank. Vlada bo sicer imela 3 podpredsednike, tretji bo naš in predlog je, da bo to gospod Danijel Bešič Loredan. Kar se tiče samih ministrstev, števila, ker vas je to že zanimalo, odločili smo se, da bomo dodali 3 nova ministrstva, spravi vlada bo imela 19 ministrstev z resorjem in eno brez resorja. Brez resorja je za zamejce po svetu, za zamejce in Slovence po svetu, sorry. Nova ministrstva so 3, bom začel tukaj. Prvo ministrstvo je za solidarno prihodnost, ki ga bo vodil gospod Luka Mesec. Drugo novo ministrstvo je Ministrstvo za podnebje in energijo, ki ga bo vodil gospod Bojan Kumer. In tretje novo ministrstvo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in pa inovacije, ki ga bo vodil dr. Igor Papič. Od ostalih ministrstev verjetno vas najbolj zanimajo državotvorna ministrstva, bom začel tam, bodoča zunanja ministrica in ministrica za evropske zadeve, gospa Tanja Fajon, podpredsednica tudi vlade, na notranjih zadevah gospa Tatjana Bobnar, na obrambi gospod Marjan Šarec. Od ostalih bolj zanimivih zagotovo Ministrstvo za finance, gospod Klemen Boštjančič, na Ministrstvu za infrastrukturo gospa Alenka Bratušek, na Ministrstvu za varstvo narave in okolja gospod Uroš Brežan, na Ministrstvu za šolstvo dr. Amalija Žakelj, vzgojo in šolstvo. Na nekatera ministrstva imamo še usklajevanje med več kandidati, to so 4 ministrstva in o teh bomo spregovorili v bodočih dnevih, ampak obstaja soglasje o razrezu in ne pričakujemo nobenih težav z tega vidika. Še mogoče Ministrstvo za pravosodje, ki sem spustil, pa gospa Dominika Švarc-Pipan, Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, Matjaž Han. Zdaj sem že prišel do točke, ko mi je začelo zmanjkovati ministrstev, ok. Ja, za Ministrstvo za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik in to je teh ministrov in ministric, finance sem že, ki so danes znani. Ja. To sta 2 ministrstvi, ki pripadata sicer Levici, naši koalicijski partnerci in imajo še izbor kandidatov poteka, tako da bomo počakali še kakšen dan na to temo, ampak ne vidimo problemov s predlaganimi kandidati. Gospodarstvo, turizem in šport. Kako? Mislim, da še poteka usklajevanje. To so interna usklajevanja. Vsaka stranka ima pri sebi interna usklajevanja. Eno je najprej začel pri Svobodi, mi imamo usklajevanje za digitalno preobrazbo še in pa za kmetijstvo. Pri Socialnih demokratih je to resor regionalni razvoj in kohezija in pri Levici 5 jih je, pri Levici sta to za delo, socialo, družino in pa za kulturo. Digitalna preobrazba, pardon, ne zelena preobrazba, digitalna. Bi želela, prosim? Ja, mislim, saj ni dovolj za dodati.
je bilo naporno, trdo smo delali, vsem se lahko zahvaljujem za ta res hiter proces, ampak s tem, ko smo trdo delali in tudi danes dosegli dogovor, lahko samo rečem, da izpolnjujemo naša pričakovanja, naše zaveze, predvsem zaveze do državljank in državljanov, da bomo to vlado močno in trdno, zelo hitro in v časovnih rokih, ki smo si jih zadali, tudi postavili. Delali smo res odgovorno, vsi smo utrujeni, ampak smo na koncu vsaj tega procesa, preden gredo zadeve še na organe strank, tudi zadovoljni in se, kot rečeno, držimo časovnih rokov, imena ste pa bolj ali manj slišali in razrez ministrstva. Mislim, da drugih težav v naslednjih dneh ne pričakujemo. Ja, dober večer. Kot sta povedala kolega, smo v dobrem tednu pogajanja zaključili, tako resorna kot vsebinska. Jaz bom prevzel Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je novo ustanovljeno. Njegov fokus pa bodo stanovanja, ekonomska demokracija in dolgotrajna oskrba. Ob tem bo Levica prevzela še sektorja oziroma resorja kulture in pa dela, družina in socialnih zadev, s čimer tangiramo teme, na katerih smo v zadnjih 8 letih največ delali in katere smo tudi v naši predvolilni kampanji postavljali v prednost, se pravi blaginja za vse, ne le za peščico. Ob tem bi posebej pozdravil, da smo tudi na tistih točkah, kjer se je zdelo, da smo si narazen, na vprašanju oklepnikov, smo prišli do zaključka, da koalicija v nastajanju nakupu oklepnikov nasprotuje. Na točki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo prišli do zaključka, da ga bomo v paketu celostne prenove financiranja zdravstva, imamo cilj tudi dopolnilno zavarovanje odpraviti. Prišli smo do zaključka, da bo ta koalicija izrazito razvojno naravnana in pa mislim, da se lahko pogovarjamo o tem, da Slovenija dobiva prvo vlado, ki podnebja ne bo postavljala v drugi plan. Skratka, tudi kot koordinator Levice moram reči, da sem z izkupičkom pogajanj zelo zadovoljen in se veselim sodelovanja v bodoči vladi. Okay. Kaj me zanima, da boste imeli večje število ministrstva, to pomeni, da boste napolnili kadri iz obstoječih ministrstev, ali se bo državna uprava zelo hotela, kot v vašem vodenju. In drugo vprašanje, gospod Klemen Boštjančič je 7 mesecev pol nazaj meni utrjeval, da ga ministrska funkcija ne zanima. Ali je moral pristati zato, da bo minister za finance krize do pridružiti, ali se ni bilo resnice. Ljudje imamo različne poglede na svojo prihodnost, en jo znamo boljš napovedovati, drugi manj, tako da marsikateri od teh ministrov, ki sem jih prej navedel, mogoče še en teden nazaj ni bil prepričan, da bo sprejel funkcijo, tako da je to ugibanje, zakaj nekdo ni vedel, samo ugibanje. Drugače pa 3 nova ministrstva so tista, kjer bomo na nek način morali zapolniti strukture in ja, zelo se bomo potrudili, da jih zapolnimo z obstoječimi. Mislim, da je javna uprava že danes dovolj velika, da najdemo dovolj tudi strokovnih in kvalitetnih kadrov, ki so bili mogoče celo odrinjeni v zadnjem času in da bomo si primarno pomagali z njimi. Spravi, namen ni, ker imamo več ministrstev, da večamo javno upravo, namen je, da imamo bolj jasen fokus na delovanju na tistih področjih, kjer želimo uvesti hitre spremembe. Namen okrepljenih ministrstev in novih ministrstev so hitre spremembe na tistih področjih, kjer do sedaj tega ni bilo. Lahko gospod Loredan Bešič bo podpredsednik vlade, a tudi minister? Seveda, za zdravje. Ja. Tega prej ni omenjen za to. To smo že tolikokrat povedali, da močem je za to. Ja. Kaj pa gospod Arčon, bo minister? Gospod Arčon je minister za zamejce, brez listnice. Da. Pa ste koga od predlaganih kandidatov, morda strani koalicijskih partnerjev zavrnili, kaj z gospodom Cviknom? Nismo jih zares zavračali, zaradi tega, ker smo se vsem pogovarjali v prijateljskem ozračju in smo iskali vedno najboljše rešitve. Kakšne bodo ukrepe
ste rekli, da se ne strinjate kot nova nastajajoča koalicija, kaj bo, če bo gospod Torej dopisal? Danes podpisujem mitno. Ja, mi si želimo, da bi tudi sedanja vlada, ki je v odhajanju, če že ne želi prisluhniti volji ljudstva, da so dejansko v odhajanju, bi mogoče lahko prisluhnila samo temu, da ne dela škode, ker če povemo, da je naše stališče zelo jasno glede teh zadev in to je, da ne podpiramo tega nakupa zaradi spremenjenih okoliščin, ker okoliščine so spremenjene v primerjavi s tem, za obdobjem, ko je bila odločitev o tem sprejeta v preteklosti in bomo uporabili vsa pravna sredstva, da to naše stališče tudi uveljavimo, potem bi vsak normalen, dober gospodar to upošteval in ne povzročal gospodarske in ekonomske škode svoji državi. Ali premorejo ta kanček razuma v tej vladi, bojo pokazali sami in to v naslednjih dneh. Kdaj pričakujete, da boste zaprli ta kadrovska vprašanja, kdaj bo Organi, koalicijske pogodbe, kdaj boste vložili zakon o vladi, spremembah vlade že na prvi ustanovni seji? da, bom začel tukaj. Načrt je, da vložimo zakon o spremembah na prvi seji. Seveda moramo zdaj dati skozi to pogodbo, skozi vse organe. Prvi organi so na sporedu že jutri. Računamo, da bo kadrovska popolnitev celoti znana čez vikend. To ne na noben način upočasnjuje postopkov. Parafa bo tudi narejena v teh dneh same pogodbe, je pa ključno, da jih organi potrdijo. In to je tisto, kar bo potekalo zdaj v naslednjem tednu, od jutri naprej. Koalicijska pogodba je pa zaključena. Programski del je v celoti zaključen, da. Ja, lahko od Potiču, ki je prvič vprašal. Ja, kako bi pisali to zdaj na svojo vlado, kadrovski sestav? To strokovna vlada, politična vlada, mešanica nekaj česa. In dodatno vprašanje, ta teden smo tudi poslušali pri vas, da bo danes vse jasno. Vse je. Ampak, to danes tega ne vidimo. Ali to zanide s nečesa? Da se ne more... Jaz se ne strinjam s tem zaključkom, da ni vse znano. Med nami je vse znano. Za predlog za ministra je itak časa še 14 dni. To, kar danes, kar ostaja odprto, je interni izbor med dvema kandidatoma ali kandidatkama, ki jo lahko vsak od nas opravi. In želimo to opraviti za nekatere resorje demokratično znotraj organov vsak svoje stranke. In to je vse. In mi se strinjamo s kandidati, ki jih bo predlagala Levica in s kandidati, ki jih bo predlagala SD in ne bomo uveljavljali veta na predloge, ki jih bojo dali, ker smo si izmenjali, kdo so kandidati. In to je to. Nič ni odprto več, da bi lahko kakorkoli ogrozilo časovnico. In to je tisto, kar je ključno. In tudi vsa imena, pa večina imen, ki javno zanimajo, in to so ključna imena, so danes tudi potrjena bila, ker na teh ministrstvih bi eventualno lahko imeli različne poglede. Drugje pa res tega ne pričakujemo.